Pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Blaž Koritnik. Današnje predavanje bo najbrž nekoliko drugačno, vsaj po temi od tistih, katerih ste navajeni, in sicer pogovarjali se bomo o človeških možganih. Pogovarjali se bomo o tem, kako nevroznanstveniki raziskujemo delovanje možganov in kako iz takšnih raziskovanj ugotavljamo nova spoznanja o tem, po kakšnih principih možgani delujejo, kar je seveda pomembno za vse nas. Saj so možgani tisti organ, ki nam pomagajo, da delujemo v vsakdanjem življenju, da se učimo, da študiramo, da čustvujemo, pa tudi bolj enostavne stvari, kot so hranjenje, kot je hoja, kot je govor, naprimer. Jaz prihajam sem v dveh vlogah, v vlogi zdravnika nevrofiziologa, delam v kliničnem centru v Ljubljani, kjer se ukvarjam z različnimi nevrološkimi boleznimi, z diagnostiko različnih bolezni živčevja in tudi z raziskavami z področja nevrologije in nevroznanosti, predvsem s tem, kako delujejo možgani. Moja druga vloga pa je kot član Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost. To je društvo, ki združuje vse slovenske nevroznanstvenike z različnih področji. Tukaj smo nevrologi, so psihiatri, so psihologi, so tudi računalničari in vsi različni profili, ki se tako ali drugače srečujejo in ukvarjajo z živčevjem. To društvo, poleg tega, da združuje vse strokovnjake, ima vlogo tudi pri promociji nevroznanosti v širšem prostoru. En od teh namenov je tudi to predavanje je v sklopu tega. Skratka, trudimo se, da bi uspeli naša znanja, ki jih pridobivamo z raziskavami, podati tudi širšemu krogu ljudi. Se nam zdi, da je to zelo pomembno tako zato, da vemo, kako in zakaj smo, kar smo, kot seveda tudi zakaj in kaj se dogaja, če gre kaj narobe pri različnih boleznih. Nevrološke in psihiatrične bolezni so zelo pogoste bolezni, so dostikrat tudi zelo težke bolezni in jih žal še vedno ne znamo prav zelo uspešno zdraviti, saj velike večine ne. Ta teden je teden možganov, vsako leto 3. teden v marcu posvečamo možganov in v tem tednu se te aktivnosti gostijo. To pomeni, da imamo več različnih predavanj, različnih dogodkov, s katerimi skušamo širiti informacije o možganih. In to predavanje je tudi v sklopu tega tedna možganov. Če vam postane dolg čas, vas vabim, da si ogledate spletne strani tedna možganov. Če boste šli na www.sinapsa.org, boste tam našli tudi povezavo na teden možganov in kakšne zanimive informacije. Če začnemo s tem predavanjem, kako delujejo možgani? To je vprašanje, ki že dolgo časa buri ne samo nevroznanstvenike, tudi vse druge znanstvenike in tudi ljudi različnih drugih profilov, od umetnikov in tako naprej. To je ena verjetno najpomembnejših še neodgovorjenih ugank, primerjajo z uganko o tem, kako je zgrajeno vesolje. Omenjajo to, da je to zadnji mejnik bioloških znanosti, se pravi, da je to še tisto zadnje spoznanje, oziroma da je to spoznanje, ki bo verjetno zadnje na vrsti pri tem, da spoznavamo, kako deluje biologija, kako deluje človeško telo in vsi ostali živi organizmi. In je zato kot tako tudi seveda zelo vznemirljivo in se veliko znanstvenikov tem vprašanjem posveča na različne načine. In to, kar bom jaz danes predstavljal, je samo en segment vseh teh pristopov k raziskovanju živčevja, ki potekajo na vseh nivojih, od raziskovanja posameznih molekul do živčnih celic, do tkiv možganskih in seveda potem naprej do organa možgani kot celote. Tudi višje od tega potekajo tudi raziskave na področju, recimo temu, na socialnem področju, se pravi, kako možgani med seboj komunicirajo, s tem mislim seveda, kako ljudje med seboj komuniciramo in kako pri tem uporabljamo zmožnosti, ki nam jih nudijo možgani, da se med seboj razumemo tako z govorom, kot tudi neverbalno, se pravi preko vidnih, slušnih, čutnih in drugih informacij. Tukaj
je predstavljeno nekaj recimo konceptov ali pa značilnosti možganov. Na levi strani najprej vidite to historično sliko. To je slika, ki so jo uporabljali tako imenovani frenologi v 18. stoletju. To je bila ena skupina recimo znanstvenikov, ki so postavili teorijo, da so človeški možgani zgrajeni tako, da so funkcije zelo jasno razporejene. Skratka, če boste podrobno pogledali to slikico, boste videli, da obstaja neka področja za prijateljstvo, za materinsko ljubezen, za previdnost, za samopodobo, mislim, da tudi za nasilje, skratka za različne človeške lastnosti. Če ste zelo pozorni, pod očesom je označen govor. To ni čisto res, ni pa daleč od resnice, približno 5 cm od resnice. To so bili recimo takšni prvi poskusi ali pa prve ideje, da človeški možgani ne delujejo kot celota, tako kot recimo delujejo kakšni drugi organi, kot so na primer jetra, mišice, pljuča, ampak da imajo precej bolj specializirane funkcije znotraj samega možganskega tkiva. Tisto, kar je bilo mogoče nekoliko zgrešeno, skratka to, kar sem zdaj omenil, je pravzaprav dokaj blizu resnici. Frenologi so imeli še eno dodatno idejo, da se vse te lastnosti in razvitost teh posameznih centrov poznajo s spremembami na lobani. Skratka, uporabljali so takšna šestila, merilne trakove in so potem merili različne izbokline na lobani in so preko tega sklepali, katera področja so pri kom bolj razvita, kdo je bolj spiritualen, kdo ima rajši mamo, kdo je bolj spreten pri govoru in podobno. S tem so si seveda tudi kar uspešno služili denar, tako kot še danes marsikdo počne, da si postavi stojnico in ponuja takšne usluge. Skratka, ta del ne drži, tisti del o delitvi možganskih funkcij pa vsaj delno drži. Prav gotovo vemo, recimo, govor je tipičen primer, za katerega jasno vemo, kje je lokaliziran, neke druge funkcije mogoče niso tako lokalizirane oziroma se jih ne da v smislu možganske aktivnosti tako natančno opredeliti, da bi lahko rekli, da imamo recimo center za krščanstvo, ampak kljub temu vemo, da obstaja določena področja, ki recimo so bolj aktivna pri nekih bolj religioznih ali pa spiritualnih čustvih. Na desni strani je ena shema možganov, v katerih so možgani razdeljeni na različna področja, označeni z različnimi znakci, kot vidite, in tudi vsako takšno področje ima številko. To so tako imenovana Brodmannova področja, ki se med seboj razlikujejo po mikroskopski strukturi. Korbinian Brodmann je bil znanstvenik, ki je v začetku 20. stoletja preučeval mikroskopsko strukturo človeških možganov in je ugotovil, da kljub temu, da oddaleč možgani izgledajo zelo podobni, pač nagube niso v vseh predelih, gube so sicer različno razporejene, ampak sama struktura se zdi podobna. Če jih pogledamo pod mikroskopom, ugotovimo, da se ta struktura razlikuje po recimo debelini posameznih plasti znotraj možganske skorje, po vrsti celic, ki so v teh plasteh, in na tej podlagi je te predele razdelil in jim dal določene številke. Še danes drži, da vsaj za večji del teh številk kar dobro vemo, katere funkcije so vezane na ta področja. Naprimer, številka 4, prav takole na vrhu možganov, je nadzor gibanja. Pred številko 4 leži številka 6, kjer se programirajo takšni gibi, potem imamo približno v sredini, se bolj slabo vidi, ampak recimo številka 43 je tako imenovano Brokovo področje, kjer se tvori govor. V zadnjih delih, čisto na desni strani slike, številka 17, naprimer, je vidna skorja, tam s tistim delom možganov vidimo, se pravi, zaznavamo vse informacije, ki pridejo skozi oči in potujejo po vidnih živcih. In to se na nek način navezuje na tiste ideje frenologov o tem, kako so možganske funkcije deljene.